V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, naš vsakdan je pogost poln nemira, naglice in skrbi, a Gospod nas vabi, da odložimo bremena in se mu ustavimo v njegovi prisotnosti. Naj bo to bogoslužje čas, ko mu prisluhnemo. Dovolimo mu, da nas nagovori in mu v zaupanju odpremo svoja srca. On ostaja ob nas, ne glede na okoliščine in naše počutje. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom za naslednji teden. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, bo v cerkvi molitveno srečanje. V življenju pogosto potrebujemo trenutke, ko se ustavimo, prisluhnemo Bogu in se povežemo v skupni molitvi. V sredo, 26. februarja, prav tako ob 19. uri pa bo predavanje na temo Cerkev. V petek, 28. februarja ob 19. uri bo redno mesečno srečanje za ženske vseh generacij. Tema je dobra misel. Glede na plan aktivnosti, ki so si ga zadale za leto 2025, bo to srečanje povezano tudi z zbiranjem oblačil in obutve za določene osebe. Tisti, ki bi želeli podariti oblačila in obutev, se za več informacij o tem obrnite na Lejo Brkić. Naslednjo nedeljo, 2. marca ob 10. uri pa smo vabljeni na osrednje tedensko bogoslužje. Kot smo že povedali že prejšnjo nedeljo, bo v soboto 8. marca 2025 ob 9. do 16.30 v naši cerkvi srečanje za vse ženske na temo Ena ženska, mnogo vlog. Srečanje, ki je namenjeno ženskam vseh generacij, bo vključevalo predavanje duhovnice dr. Katje Brkić Golob, različne aktivnosti ter zajtrk in kosilo. Program, ki se bo začel skupnim zajtrkom, bo izredno bogat in dinamičen. Prijave do srede 5. marca zbira Leja Brkić. Na srečanje seveda povabite tudi svoje prijateljce. Torej v soboto 8. marca, ko bo praznik žensk po celem svetu, ste, drage dame, vljudno vabljene na posebno srečanje, namenjeno le vam. Moški pa si moramo tisti dan najti kakšno delo, da nam ne bo dolgčas. Sledi pesem Le Bogu vsa slava.
Izvolite sesti. Biblično vodilo za današnji dan je iz Hebrejcem 3. poglavje 15. vrstica. Pravi pa takole: če danes zaslišite njegov glas, ne zakrknite svojih src, kakor ob oporu. Prisluhnimo še vrsticam psalmov. Gospod, na veke ostaja tvoja beseda, trdno stoji v nebesih. Od roda do roda traja tvoja zvestoba, utrdil si zemljo, ona je stala. Svetilka mojim nogam je tvoja beseda, luč na moji stezi. Vzdržuj me po svoji obljubi in bom živel. Pomagaj mi in bom rešen in bom vedno pazil na tvoje zakone. Oči mi pešajo od hrepenenja po tvoji pomoči, po tvojem pravičnem izreku. Pred nami je še molitev kesanja in priznanja svojih grehov. Naš Bog, tvoja pravičnost ostane na veke in v tvoji svetosti spoznavamo naše življenje. Vsak, ki pozna tvojo besedo, ve presoditi, kako je odstopil od nje v besedi in dejanju. Zapovedal si nam ljubiti in odpuščati, toda nam samim je ta prvi korak tako težak, da ga velikokrat ne moremo narediti. Težko sprejemamo tudi kritiko, pa čeprav smo jo zaslužili. Mnogokrat smo tudi na razpotju in se ne ravnamo po tvoji besedi. Vse to obžalujemo in čakamo na tvojo besedo milosti. Amen. Poslušajmo pa še besede milosti in slavospeva. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govoril očetom po prerokih. V teh dneh poslednjega časa nam je spregovoril po sinu. Njega je postavil za dediča vsega in po njem je tudi ustvaril svet. On je odsvit njegovega veličastva in odseva njegovo bistvo. Svojo mogočno besedo nosi vse. Potem, ko bo dopolnil očiščenje od grehov, je v nebesih sedel na desnico veličastva. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Nebeški Oče, po Jezusu Kristusu smo kot posamezniki in kot skupnost zbrani pred tabo v tej uri, da bi jo posvetili tebi in sami bili napolnjeni z darovi iz višav. Prosimo za tvojo besedo, ki naj se nas dotakne, da oplodimo sadove dobrote in ljubezni, da bodo ljudje okoli nas srečni in radostni. Vedno znova prosimo za tvoje kraljestvo in njegovo pravičnost, da z njo napolni vsa zemlja, da se vse služi k hvali in slavi tvojega imena. Amen. Sledi skupna pesem Bog, slavim tvoje ime.
sesti, brati in sestre. Berilo za današnje bogoslužje je iz Evangelija po Luku in pravi: Ko se je zbirala velika množica in so ljudje iz raznih mest prihajali k njemu, torej k Jezusu, je spregovoril v priliki. Sejalec je šel sejat svoje seme. Ko je sejal, je nekaj semena padlo ob pot. Pohodili so ga in ptice neba so ga pozobale. Drugo je padlo na skalo in ko je pognalo, se je posušilo, ker ni imelo vlage. Drugo je padlo med trnje in trnje, ki je zraslo z njim, ga je zadušilo. In spet drugo je padlo v dobro zemljo in pognalo ter obrodilo 100-teren sad. Ko je to povedal, je zaklical: Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. Običajno ta tekst naslovimo z naslovom Prilika o sejalcu. Lahko pa bi ga naslovili z naslovom Prilika o zemlji. Razlog za to je preprost. V tej priliki je v bistvu zelo malo govora o sejalcu. Nič ne vemo, kdo je ta sejalec, niti kako seje. Zelo veliko pa je govora o zemlji oziroma o tleh, na katera semena padajo. In namen te prilike je pojasniti, kako je seme, ki je Božja beseda, slišana, kakšen je odziv nanjo in kakšne rezultate prinaša v življenju. Zato je Jezus na koncu te prilike rekel: Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša. In, dragi zbrani, sama sebi postavljam to jutro vprašanje. Ali je seme Božje besede, ki sem ga slišala, padlo na plodna tla v mojem srcu in v mojem življenju? In ali bo seme Božje besede, ki jo bom danes poslušala, padlo na plodna tla v mojem življenju? Ali bo to seme obrodilo sad? Kajti Božja beseda, ki jo poslušamo, nas lahko opogumi, lahko nas dvigne, lahko nas vodi v kesanje ali pa nam nakaže, kaj nam je storiti. In nekdo je lepo zapisal: ni vprašanje, ali Bog govori. Vprašanje je, ali jaz poslušam. In ker imamo to jutro ponovno priložnost poslušati Božjo besedo, to Božje seme, skozi svetopisanske vrstice, ki smo jih že poslušali, in tudi skozi pridigo, se Bogu zahvalimo za to novo priložnost, ki nam je dana, in ga slavimo v naslednjih trenutkih z nekaj pesmimi. In prva pesem, s katero bomo nadaljevali, pravi: Postal bi rad pesem, ki tebe proslavlja. In postanimo to jutro kakor pesem, ki proslavlja Boga, vsemogočnega, Boga, od katerega prejemamo Božjo besedo, to besedo, v kateri je moč odrešenja. In vabim nas, da ostanemo, kdor lahko, kdor ne, lahko tudi sedi, in damo slavo in čast Bogu.
vsem srcem tebe slavim. Obožujem te, jaz obožujem te. Slavljen dvigam roke in vsem srcem tebe slavim. Slavljen dvigam roke in vsem srcem. Slavljen dvigam roke in vsem srcem. Slavljen dvigam roke in vsem srcem tebe slavim. Skala si moja, vir moči, večni moj delež milosti, moje življenje si. Jezus, po tebi krepenim, ti si zaklad, ki ga želim, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Jezus, Božji sin, vreden si časti. Moje si grehe nase vzel, stopil si v smrt, da bom živel, moje življenje si. Kadar se zgodim, me krepiš, v suši mi dušo potešiš, moje življenje si. Jezus, Božji sin, vreden si časti. 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 Vreden si časti. Jezus, vso čast in slavo dajemo samo tebi, ker si ti edini tega vreden. In hvala ti za to jutro, za ta dopoldan, da imamo ponovno priložnost biti v tvoji hiši, biti skupaj s tabo in drug z drugim. In hvala ti, da lahko slavimo tako mogočno ime, kot je tvoje ime. Ime nad vsemi imeni. In zato naj bo visoko povzdignjeno in proslavljeno ime Jezus Kristus. Amen. Sledi utrinek za otroke in morda tudi za odrasle. Dragi otroci, zdaj je čas za vas. Počitnice so se končale in bo treba zopet iti ali v vrtec ali v šolo. Bomo počakali, da prideš od zgoraj. Zelo lepo vas je videti v takem lepem številu. Verjetno vsi veste, kaj imam v roki.
To se pa po domače reče poštar, kako drugače rečemo? Bravo. In vemo, da je vzglavnik ali poštar blazina, na katero zvečer dajemo glavo, da zaspimo, ko smo utrujeni. Zjutraj pa, ko nas mamica ali oči dvignejo za v šolo, se trdno oklepamo poštra in nočemo ga spustiti. Je tako? Kater otrok rad še malo dlje spi, ko kaj ga oči pa mamica zbudi? Vsak. Tudi odrasli lahko dvignejo roke. Poštar ali vzglavnik je napolnjen s čim? Kater ve od vas? Pa še kaj? Z peno in z mehkimi materijali. Veste, v Svetem pismu poštar nam tudi nekaj pomeni. Ali ve kdo, lahko pa tudi odrasli, kaj nam pomeni v Svetem pismu poštar? Počitek v Jezusovem naročju. Veste, da se je zgodil en dogodek, ko je en božji otrok, očak Jakob, prespal po noči od zunaj pod milim nebom. Zvezde je tudi videl. Ampak, vprašam vas, kakšen poštar je on imel? Kamen. Pa bi kdo od vas imel kamen? Ne, jaz tudi ne. Tako da zvečer, ko boste šli spati, spomnite se, da ko dajete glavo na poštru, to je kot da bi dali glavo v Jezusovem naročju. In vam ni treba se ničesar bati in boste v miru spali. To pa velja tudi za odrasle. Ko se zaupamo Jezusu, takrat se nimamo česa bati. In zato, dragi otroci, ker imate zelo radi našega Jezusa, boste zdaj z vašimi veroučiteljicami šli in se nekaj novega naučili o tem dobrem Jezusu. Mi pa imamo ponovno priložnost darovati naše prostovoljne prispevke in bodimo blagoslovljeni tudi v tem dejanju. Srečan sam, Bog je dvignil me, srečan sam, Bog je dvignil me, srečan sam, Bog je dvignil me, konec aleluja, Bog je dvignil me, ne podignil je, Jezus iz tebe,
Lepo pozdravljeni, drage sestre in dragi bratje. Vesel sem, da je naša cerkev dobrega pastirja tako lepo vpeta v družbeno življenje v Novem mestu in širše. Po dnevu odprtih vrat je tako ta obisk odmeven, da v sredo bomo gostili še upokojence tovarne zdravil Krka. Prav tako danes na televiziji Novo mesto imamo pridigo pri Novem obzorju, tudi na Radiu Sraka. Naši mladi, nekateri so na mladinskem taboru v Moravskih Toplicah. Duhovnica Katja Brkič Golob je prejšnjo nedeljo pridigala v evangeličanski cerkveni občini Koper Izola, predtem v evangeličanski cerkvi v Ljubljani, danes pridiga v evangeličanski cerkveni občini Moravske Toplice, 9. marca pa pri gospodu Škofu v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Upam, da bo naslednjo nedeljo med nami. Tu smo zato, da razblinimo mite o Bogu, krščanstvu in cerkvi. Mit je napačna, nerealna, nevarna predstava, ki nas zavaja. In takšni miti mečejo slabo luč na Boga, krščanstvo in cerkev. Zato nas Božja beseda, kot je bilo že uvodoma rečeno, vsega tega osvobaja. Ni pošteno bolnišnico soditi po pacientih, ki ne upoštevajo zdravnikovih navodil in ne jemljajo svojih zdravil. Zato vstanimo, da dobimo zdravilo iz Božje besede, iz apostolskih del, 16. poglavje od 9. do 15. vrstice. Takole pravi. Neko noč pa je Pavel, torej apostol Pavel, videl prikazen. Pred njim je stal neki Makedonec in ga prosil, pridi v Makedonijo in pomagaj nam. In ko se mu je to prikazalo, smo takoj začeli iskati priložnost, da bi odrinili v Makedonijo. Doumeli smo, da nas Bog kliče, naj tja ponesemo veselo oznanilo. Iz Troade smo po najkrajši poti odjadrali do Samotrake, naslednjega dne pa v Neapolo. Od tam smo odrinili v Filipe, to je mesto v prvem okrožju Makedonije in rimska kolonija. V tem mestu smo ostali nekaj dni. Na sobotni dan smo šli skozi mestna vrata k reki, ker smo domnevali, da je tam prostor za molitev. Sedli smo in se pogovarjali z ženskami, ki so se tam zbirale. Poslušala nas je tudi ženska Lidija po imenu, trgovka s škrlatnimi oblačili v mestu Tiatiri. Bila je Boga boječa in Gospod je odprl njeno srce, da je prisluhnila Pavlovim besedam. Ko se je dala krstiti ona in vsa njena hiša, nas je povabila z besedami. Če ste prepričani, da verujem v Gospoda, stopite v mojo hišo in ostanite tu. Primorala nas je, da smo vstopili. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušamo in se po njej ravnamo. Amen. Apostol Pavel in njegovi sodelavci so bili na misijonskem potovanju po tedanjih rimskih kolonijah. Sledili so Božjemu klicu. Prečkali so Egejsko morje, ogromen in dolg zaliv Sredozemskega morja in prispeli prvič na evropska tla. V grški severni del Makedonije, v mesto Filipe, kjer so ostali nekaj dni. Mesto Filipe je ustanovil Filip Makedonski leta 365 pred Kristusom. Filip Makedonski, ki je bil oče Aleksandra Velikega. In mesto je poimenoval po sebi, Filipi. Filipi so bili veliko pomembno mesto tedanjega sveta.
Pisec Luka, ki je to zabeležil, po poklicu zgodovinar in zdravnik, je zabeležil neobičajen in nepričakovan zapis. V tedanji moški svet je postavil ženske. Izpostavil pa žensko z imenom Lidija. Izzval je tedanjo moško diktaturo patriarhata in izzval je tudi judovski moški šovinizem s feminističnim, kot bi danes rekli, zapisom. Kako napredno je krščanstvo. Žal se danes še vedno soočamo s seksizmom. Sveto pismo pa jasno pove, ni več Juda, tudi ne Grka, ni več sužnja, tudi ne svobodnega, ni več moškega, ni več ženske, kajti vsi smo eno v Jezusu Kristusu. Po veri smo vsi Božji otroci. Apostol Pavel ni bil žensko mrzec, kot to običajno nekateri mislijo. Ime Lidija je ime poganskega izvora in pomeni v prevodu lepa. Lidija se imenuje tudi geografska pokrajina na zahodni obali Male Azije v današnji Turčiji, rečemo Anatolija. Nekoč je bila Lidija kraljestvo. V grški mitologiji je bila Lidija hči Okeana, boga oceanov in boginje Tetije, ki je bila tudi znana po svoji lepoti in je bila tudi mati Narcisa, mladeniča, ki se je zaljubil v svoj odsev na vodi. Torej Narcis in Lidija sta bila v grški mitologiji brat in sestra. Mitološko Lidijo so po njeni smrti bogovi spremenili v reko, ki se danes imenuje z imenom Likus in teče skozi omenjeno pokrajino. Zdaj imamo ozadje. Zdaj pa poglejmo Lidijo v apostolskih delih v Novi zavezi, torej v Svetem pismu. Pisec tudi Lidijo v Novi zavezi postavlja k reki, ob kateri so se zbirale ženske. Reka je močan simbol novega življenja v Jezusu Kristusu in prav tako simbol krsta, svetega krsta. Ta reka prav tako nakazuje reko iz knjige Razodetja, ki jo je bogoslovec Janez videl v nebeškem mestu, Novem Jeruzalemu, in izvira od prestola Boga in jagnjeta in je čista kot kristal. Kako harmonične so vse svetopisemske povezave. Torej, prva evropska spreobrnjenka Lidija je pri reki odprla srce Bogu, kot sončnica odpre cvet soncu. Iz njenega osrčja, Lidijinega osrčja, kot je govoril Jezus, je začela teči reka žive vode. Na tej osnovi je nastala svetovno znana krščanska himna Shall we gather at the river? Zbrali se bomo pri reki. To pesem rad poslušam, ta teden me je toliko prevzela, da sem jo celo prevedel v slovenski jezik. Lidija je v soboto odšla k reki, ker v mestu ni bilo shodnice, sinagoge, judovske shodnice. Sobotni dan pa nakazuje povezavo z judovstvom, kajti sobota, šabat, je pri njih dan počitka, Gospodov dan. Morda so se pri reki zbrali zato, ker so tam imeli vodo za obredno umivanje. To je pač njihov verski ritual. Zunaj velikega mesta Filipi so se zbrali pri reki na samem v tihoti, v mirnem kotičku k molitvi. Šlo je za molitveno srečanje, ki so se ga udeležile samo ženske.
ženske ste običajno bolj naklonjene veri kot moški. Tudi Lidija je prišla na osamljeni kraj molitve pri reki. Mogoče je prihajala redno, morda prvič, zvedela je, da se tam zbirajo Judinje. Morda pa je tudi ona kot poganka medtem že prestopila v judovsko vero in postala, kot temu rečemo, prozelitka, spreobrnjenka. Ni več verjela v grško mitologijo, ni več verjela v stotine bogov, boga, okeana, oceanov, vetra, zemlje, sonca, morja. Sprejela je vero Judov in to vero, vidimo, živela tudi v svoji družini in v poslovnem svetu, ker je bila prodajalka oblačil, škrlatnih oblačil, torej zelo dragocenih, pobarvanih škrlatnimi barvili. Judovska vera je tako postala odskočna deska za njeno spreobrnjenje v krščanstvo. To pomeni, ne bodimo prehitri v izrekanju obsodb glede prepričanj verskih ali kakršnih koli, kogarkoli, kajti vse te zadeve, ko človek pač išče, bodi si v New Ageu, budizmu, ne vem, kjerkoli, v določenih alternativah, jogi ali da ne bi zdaj šli v nedogled, torej so to lahko dobre odskočne deske, ker je to znak, da človek razmišlja duhovno, da pač veruje. In tako je tudi Lidija imela odskočno desko za spreobrnjenje v krščanstvo, ker je bila iskalka resnice. Svojo vero torej živimo, vero drugih pa spoštujemo. Nobena ženska ni pričakovala, da bo k reki prišel še kdo. Torej tam je bila skupina žensk in Lidija, ki se pridruži. Zapisano je, da so tisto soboto šli skozi mestna vrata k reki Pavel in spremljevalci, Luka kot očividec in pisec tega besedila, saj govori mi in se zaimek spremeni v tem odlomku. Poleg je bil tudi Sila, to vidimo kasneje, ker je zaprt v Filipih skupaj s Pavlom v ječi. Morda pa je bil poleg tudi Timote, Janez Marko in sin tolažbe Barnaba. Ko so prišli v Filipe, je Pavel domneval, ker v Filipih ni bilo judovske shodnice, da se zbirajo pri reki izven mesta zaradi obrednega očiščevanja, kjer je bil prostor za molitev. In res, tam so našli ženske, ki so bile tam zbrane na molitvi. Sedel je mednje in se začel z njimi pogovarjati. In prišla je tudi Lidija, iskalka Boga, Boga boječa, pravi pisec. In tam je našla Boga, ki je našel njo. Kako je Lidijo opisal pisec Luka kot zdravnik in zgodovinar? Zapisal je ženska, Lidija po imenu, trgovka s škrlatnimi oblačili v mestu Tiatiri, Boga boječa iz Filipov. Pisec torej omenja njen spol, ime, poklic, kraj, vernost, religioznost in značaj. Lidija je bila po rodu iz Tiatire, vendar se je preselila v Filipe, kjer je imela hišo, kar pomeni, da je bila premožna in samostojna. Poleg tega je bila trgovka s škrlatnimi oblačili, kar pomeni, da je bila uspešna poslovna ženska in podjetnica. Morda je imela trgovino v obeh mestih, v Tiatiri in v Filipih. Arheologi so med ruševinami našli napise o tem in tudi o trgovanju s škrlatnimi oblačili in o cehu teh barvarjev, ki so barvali s to barvo.
Naglašeno je, da je bila Boga boječa. Odprla je svoje srce, pravi, in prisluhnila Pavlovim besedam. Pri reki je sprejela krščansko vero in se dala krstiti ona in vsa njena hiša. Pozorno je poslušala Gospodovo besedo in tako postala kristjanka. Ko je slišala evangelij, je Sveti Duh odprl srce, vzverovala je, pravi, torej Božje povabilo z ene strani in človekova odgovornost, da sprejmem z druge strani, naša odzivnost. Na to je izkazala sladek sad spreobrnjenja, ljubezen v praksi, gostoljubje. Poklicala je Pavla s spremljevalci v svoj dom. Nenavadno je, da v tedanji patriarhalni družbi, torej družbi moških, ni omenjen njen zakonski status, njen mož. Če bi bila vdova, bi Luka to verjetno vpletel v zgodbo. Naglašeno pa je, da je goste povabila v svojo hišo in da se je dala krstiti ona in njena hiša. Očitno je imela gospodinjstvo, družinske člane, verjetno tudi služinčat. To pomeni, da Bog opazi najmanjše podrobnosti v našem življenju. Njegovi otroci smo zanj dragoceni. Prerok Izaija pravi, da smo upisani kot dragulj na njegove dlani. Bog je pozoren na naš najmanjši premik k njemu. Zato je Luka zelo natančno opisal te podrobnosti, ki jih zdaj preučujemo. Lidija nas preseneča tudi kot poslovna ženska tistega časa. Trgovala je z luksuznimi, ekstravagantnimi, najdražjimi škrlatnimi oblačili, ki so jih nosili predstavniki tedanje buržoazije, elitne družbe, slavni, bogati, in kot gospodarica lastne hiše je tudi bila v službi najbogatejšim, najvplivnejšim, kajti ta oblačila so nosili tudi kralji. In Jezus je v svoji priliki v Lukovem evangeliju tudi to uporabil, škrlatno oblačilo v zgodbi o bogatašu in ubogem Lazarju. Luka je želel bralcem pokazati, da je krščanstvo v svoje vrste sprejelo tudi ženske, in to pomembne in premožne ljudi, ne pa samo, kot se običajno pravi, revne in obrobne. Njen portret ženske je v modni industriji slovel, saj je bila del modnega imperija tedanjega časa. Danes bi rekli, da je sodila v vrhunce modnih hiš v New Yorku, Parizu, Milanu. Na videz naključno srečanje Lidije z Bogom se je zgodilo zato, ker sta si Lidija in Pavel vzela čas in se zaustavila tisto soboto, to za nas pomeni nedeljo, in se odpravila k reki, to pomeni v kraj miru, tišino, zbranost, kjer ni vrveža, kaosa, hrupa. Spremenila sta tempo in ritem življenja. Včasih moramo to narediti. V naše prepolne, prenasičene urnike, načrte, koledarje moramo umestiti čas za Boga. Nedelja je takšen dan. In to je najbolj modra odločitev. Kaj vse tu slišimo o Božji ljubezni? Kje vse nas lahko Bog še nagovori? Ne samo v svetišču cerkve. Zagotovo so še dodatki. Morda med pitjem čaja ali kave na terasi, med branjem dobre knjige, na sprehodu ob morju, reki, med opazovanjem gozda, snega.
torej smo lahko dovzetni, rahločutni za delovanje Svetega Duha. Zato je zgodba o Lidiji večplastna. In o tem nismo še govorili, je pa prav, da kot Evropejci vemo, da je prva ženska spreobrnjenka v krščanstvo v Evropi Lidija. Kajti, ko je Pavel prečkal Egejsko morje in prišel iz Male Azije na evropska tla v Filipe, se je to tam zgodilo. Torej, ženska z imenom Lidija je prva evropska kristijanka. Velja za zgleden primer ženskega vodstva v zgodnji cerkvi. Namreč, ko sta bila Pavel in Sila zaradi vere v ječi, nekaj vrstic naprej o tem beremo v Filipih, ko sta ječo zapustila, čudežno, sta odšla v Lidijino hišo. Vemo tudi, da je obstajala cerkev v Tiatiri. To zvemo iz knjige Razodetja. Pavel Tiatire ni obiskal in zapisi pravijo, da je Lidija prinesla evangelij v Tiatiro, v svoje rodno mesto ob Filipih. Ko je apostol Pavel kakih 10 let kasneje pisal pismo cerkvi v Filipih, Lidije ni omenil. Morda je že umrla. Lidija iz Filipov torej velja za prvo žensko spreobrnjenko v krščanstvo v Evropi. V Novem mestu poteka akcija, torej še drugi spol, ženske, ki so pozabljene v zgodovini Novega mesta. Ampak nekako pozabimo ali pa ne vemo, da je prva kristijanka evropska bila ženska, Lidija. Ampak pridružil se je moški v Filipih. In zdaj bi pričakovali nekaj pompoznega. Pridružil se je, v nadaljevanju beremo, še grob, krut, ječar iz Filipov, ki velja za prvega moškega spreobrnjenca v krščanstvo v Evropi. Poglejmo, kako se je to zgodilo. Pavla in Silo so zaradi oznanjevanja krščanstva v Filipih zaprli v ječo. Potem pravi zapis, okoli polnoči sta molila in pela Bogu hvalnice, drugi jetniki pa so ju poslušali. Iznenada je nastal silen potres, tako da se je ječa v temeljih zamajala. V hipu so se vsa vrata odprla in vsem jetnikom so odpadle verige. Ječar se je prebudil, ko je videl, da so vrata ječe odprta, je izdrl meč in se hotel ubiti. Mislil je, da so mu jetniki pobegnili. Pavel pa mu je zaklical z močnim glasom: nič žalega si ne stori, vsi smo še tukaj. Trepetaje je padel pred Pavla in Sila, nato ju je popeljal ven in vprašal: Gospoda, kaj naj storim, da se rešim? Odgovorila sta mu: veruj v Gospoda Jezusa in rešen boš ti in tvoja hiša. Nato sta oznanila Gospodovo besedo njemu in vsem, ki so bili v njegovi hiši. Vzel ju je s sabo še tisto nočno uro, ter ima izprav rane in pri priči se je dal krstiti z vso svojo družino. Peljal ju je na svoj dom in ju povabil k mizi in veselje je navdalo njega in njegove, ker so našli vero v Boga. Torej, ječar iz Filipov je prišel k Kristusu nenadoma. Lidija je bila bogaboječa in je bila iskalka Boga. Ječar iz Filipov pa je prišel k Kristusu nenadoma, sredi potresa, sredi čudeža, ki se je zgodil. Lidijo je k Bogu vlekla ljubezen, ječarja pa je k Bogu prignal, lahko bi rekli na nek način, strah. Lidija je našla Boga v miru, v tišini, pri reki, ječar pa ga je našel sredi hrupa, zmede, v ječi, kaosa. Torej, Lidijo je Bog prebudil s poljubom, ječarja pa strelo. Vsakdo ima
svoj način spreobrnjenja. Bog pokliče vsakogar svojstveno na svojo pot. Toda oba sta postala nosilca slavne Evropske cerkve. Nihče ne bi nanju pomislil, kajti nebeško kraljestvo je kakor majhno gorčično seme. Pravi Jezus, a zraste v mogočno drevo. Začetki so majhni, šibki, a cerkev je neuničljiva. Uglajena, modna ženska in grobi ječar v Filipih, različna po spolu, poklicu, značaju, veri prvotni, statusu, navadah, sta postala začetnika velike evropske krščanske civilizacije. Torej, Lidija in ječar iz Filipov. V knjigi Zahariji beremo, naj ne zaničujemo dneva skromnih začetkov. Evropejci bi morali Lidiji, ženski, in ječarju, moškemu iz Filipov postaviti trajni spomenik, kajti ona in on veljata za prva dokumentirana spreobrnjenca v krščanstvo v Evropi. Lidija in ječar iz Filipov sta se zavedala nujnosti Boga. Kaj pa mi? Aleksander Solženicin, ruski pisatelj in Nobelov nagrajenec za književnost, je rekel, da je na svetu tako težko zato, ker smo pozabili na Boga. Vere ni možno pogoltniti v obliki tablete. Z lastnimi močmi ne moremo razvozlati uganke življenja. Kaj storiti? Zdaj smo pogledali začetek krščanstva in zdaj smo v zatonu krščanske civilizacije, zahodne. Namesto čaščenja Boga, ki presega svet in utemeljuje vse, častimo ideologijo, nacijo, politiko, zvezdnike, športnike, potrošniško blago, drogo, umetno inteligenco, spolnost, tehnologijo, znanost kot nove bogove, a vse to nima končne rešitve. Kajti družba, ki nima povezave z Bogom, je družba lažnih idolov. In če ni osebne verske izkušnje, ostane le lupina brez vsebine. Nihče ne more umiriti nemirnega človekovega duha. Lidija iz Kavka in ječar iz Filipov našla sta Boga. Kaj bo umirilo nemirnega človekovega duha? Koliko bogatstva bi bilo dovolj? Koliko prestiža, znanja, izletov v eksotične kraje, romantične strasti bi izpolnilo in zadovoljilo globok občutek nepopolnosti, ki je v nas. Vsakem od nas zeva praznina, ki jo zapolni samo Bog. Sodobni človek misli, da s tem, ko se je osvobodil Boga, da se je osvobodil in znebil Boga, ki nas naj bi, kot pravijo, dušil in zatiral, s tem smo v bistvu ubili sebe. Nobelovec Samuel Beckett je to dojel, ko je napisal uspešnico Čakajoč Godoja. V celotni igri se dva človeka trivialno pogovarjata, medtem ko čakata, da pride tretji moški, ki nikoli ne pride. Brez Boga zapravljamo čas čakanjem v prazno. Beckett je napisal še eno tragično upodobitev, v kateri se zastor odpre, razkrije oder, poln smeti, na kar občinstvo sedi, samo to je. In nemo strmi v to kramo. Na to se zavesa zapre. To je vse. Hotel je sporočiti, če je človekova usoda hladen grob, nesmisel, kot smo slišali v nedeljo, absurd, nečimrnost, je življenje nesmiselno. In tako se konča življenje brez Boga. Če Boga ni, je vseh 10 zapovedi obrnjenih na glavo. Potem je ves svet pekel Auschwitza. Potem verjamemo v plemenite laži, ker brez njih ne moremo živeti.
Življenje brez Boga lahko primerjam z vožnjo sobnega kolesa. Ne glede na to, koliko ga poganjamo, ne pridemo nikamor. Vedno smo na istem mestu. Sobno kolo. Ne glede na to, koliko energije porabimo in koliko ga poganjamo, ne pridemo nikamor. Vedno smo na istem mestu. Draga Božja cerkev, slišali smo zapis iz apostolskih del, kako je nastalo krščanstvo v Evropi, in danes, ko govorimo o zatonu krščanske zahodne civilizacije, naj bo to apel, naj bo to klic k streznitvi, k prebuditvi, k spreobrnjenju, notranjemu spreobrnjenju, da bomo ponosni kot kristijani, kajti če ni Boga, bi si ga morali izmisliti, kot pravijo filozofi. Samo Bog nas lahko še reši. Ne vrtimo se na sobnem kolesu in vrtimo v prazno, ampak pojdimo naprej. In Božji mir, ki presega vsak naj varuje naša srca in naše misli v Kristusu Jezusu, našem Gospodu. Vabim k molitvi. Gospod Bog, naše prošnje so preproste, a se z njimi dotikamo nebes, ker te nujno potrebujemo. Smo kot nemočni otrok, ki dviga roke k očetu. Prosimo te za jasno usmeritev na vseh področjih življenja. Varuj nas pred vsemi načrti naših sovražnikov in načrti sovražnika naše duše. Hvala ti za dan, ko se bomo tudi mi skupaj s svetimi zbrali pri prekrasni, čudoviti reki, ki blešči kot kristal. Tam bomo odložili bremena in zajel nas bo njen val. Pomagaj nam, da bomo veselo vest evangelija oznanili domačim in okolici, da bodo tudi oni prišli k tej reki. Amen. Pesem pravi, tam je ta reka.
Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in naj ti da mir. Amen.